Ventilator bo pred uporabo sestavljen, stestiran in razkužen, tako da bo takoj pripravljen za uporabo na bolniku. Vklopimo ga tako, da pritisnemo na zeleno tipko in odpre se nam osnovno okno. V osnovnem oknu začnemo levo zgoraj in najprej izberemo vmesnik, preko katerega bolnika predihavamo. Izberemo tubus, izberemo velikost tubusa in vse skupaj potrdimo. Iz menija gremo tako, da kliknemo na križec. V naslednji fazi bomo zbrali obliko predihavanja, dotaknemo se tipke Ventilation in sedaj se nam odpre pogovorno okno. Pri COVID-19 bolniki bomo zbrali volumsko klasično ventilacijo, ki je na tem ventilatorju označena z VCV. Dotaknem se tipke VCV in sedaj me ventilator prosi za začetne nastavitve. Tipično nastavimo pri teh bolnikih na začetku 100% kisik in visoke vrednosti pipa. Izkušnje pokažejo, da rabimo tipično vrednosti 15, 20 ali še več. Začnemo z 20 zaradi vpliva na hemodinamiko in pol sproti določamo. Nastaviti moramo frekvenco, ki jo na začetku nastavimo približno na tam 20 do 25 in pa dihalni volumen. Dihalni volumen nastavimo na 6 ml na kilogram idealne telesne teže. Idealno telesno težo pa določimo tako, da bolnika zmerimo v centimetrih in odštejemo 100. Torej, če postavim zdaj parametre zase, jaz sem visok 1,75 m, moja idealna teža je 75 kg, 75 krat 6 je približno tam meni 400-430, torej nastavim 430. Dotaknem se tipke in z drsnikom grem na 430 oziroma 440 in potrdim. Ventilator še želi vedeti, kak bo naj čas vdiha, nastavimo ga približno na 1 sekundo ali na manj. In dostaviti še moramo podatek za maksimalne tlake v dihalih, nastavimo jih na 40. Ventilatora zanima, če res hočemo več kot 30, potrdimo z da in postavimo na 40. Potrdimo in začnemo z predihavanjem. Potrdim še enkrat. Ventilator mi zdaj v realnem času kaže 3 krivulje. Kaže mi krivuljo tlaka. Ker smo predolgo čakali, se ni potrdilo. Okay. Kaže mi krivuljo tlaka in kaže mi krivuljo pretoka in krivuljo volumna. Pomembna stvar je, če presežemo tlak, ki smo ga postavili z alarmi, ventilator ne bo dostavil na volumski ventilaciji željenega dihalnega volumna. Okay. Dobro, to je, kar se tiče tega. Gremo zdaj še drugo ventilacijo pokazati tlačno. Enkrat neizmerno moramo pri naših bolnikih izvesti meritve tlakov v dihalih in to naredimo tako, da izvedemo inspiratorno in ekspiratorno pavzo. Izvedemo jo tako, da se dotaknemo tipke Maneuvers. Odpre se nam pogovorno okno, inspiratorni hold, ki ga izvedemo v trajanju 3 sekund. Potrdimo, štartamo in ventilator samo idejno izvede, na to predihava bolnika naprej. Ok, gremo zdaj naprej še na... Predihavanje na način BiPAP. Na ventilatorju Elisa izvedemo tako, da se dotaknemo tipke Ventilation, izberemo tipko B-Level, in sedaj nam ventilator ponudi pogovorno okno, kjer moramo nastaviti parametre. Zaradi alarmov pa trdih pljuč, ki jih tukaj demonstriramo, smo tlake nastavili nižje, vendar začetne nastavitve pri realnem bolniku bi bile ponovno procent kisika 100%, PIP bi nastavili na začetku
kot smo že rekli prej pri volumski ventilaciji, na 12 in inspiratorni tlak bi dali plus 15, kar pomeni, da na 12 pepa oziroma pipa se še doda 15 cm vodnega stolpca. Ko je vse skupaj izbrano, rečemo change mode in potrdimo in sedaj ventilator bolnika predihava v tlačni ventilaciji. Podobno kot pri volumski ventilaciji, tudi na tlačni lahko izvedemo meritve pika, tako da gremo v okno Maneuvers, izberemo inspiratorno pauzo v trajanju 3 sekund, pritisnemo start, potrdimo in ventilator v trajanju 3 sekund izvede pauzo. Zdaj pa